Pozdravljeni, z vami sem Inga Gantar in seveda prvi video v tem letu, srečnega pa zdravega. Vem, da sem vam že voščila, ampak dobrih želja ni nikdar preveč. No, zdaj imam pa za vas dve zgodbi, take pomembni. Potem v nadaljevanju pa gremo še na novoletne zaobljube, pa ključne zadeve glede hujšanja vam moram še povedati. No, v glavnem. Klicala me je gospa, ki je bila mogoče 3 tedne nazaj pri meni na svetovanju. Imela je kar naprej bronhitis, v preteklem življenju, v tem življenju, ampak v preteklosti. Ves čas je imela občutek zabasanosti in tako naprej. In vemo, da bronhi, pljuča predelujejo strah oziroma skladiščijo. To je skladišče našega strahu. In njej ni bilo jasno, od kje ona vleče strah. No, pa sem pa z eno drugo gospo govorila in ta gospa, pa ko sva govorili, se neka vi predelujete morje, ampak ne morje, ocean žalosti. Je rekla, pa to se čuti. Ja, vidim tako kot za vašimi očmi zadaj je sama žalost. Veste, tako kot nek žalosten zajček. V glavnem, zdaj vam pa povem, kaj je ta prva gospa pogruntala. Bila je na svetovanju, pač ne 3 tedne nazaj, in takrat sva ugotovili, da ima pač ključne akterje v tem življenju, njena mama, da jo je v bistvu v večjih življenjih ubila in ji je odvzela njeno sveto moč. In da je njena blokada glede osebne rasti, pa tudi potreba po samosabotaži, povezana z visokimi svečenicami v Delfih. Bila je orakelj in so jo ubili, ker je bila pač dobra. In predeluje neko drugo življenje, ko je bila prevajalka božjih sporočil v Atlantidi in so jo ravno tako pač mučili. In zdaj pa poslušajte to. Prišla je do zaključka, da odprtje tretjega očesa zanjo pomeni smrt. In da če dela na tem, da sčisti to tretje oko, zanjo pomeni to trpljenje. In je rekla, da je večkrat se že prijavila na neke delavnice ali karkoli, njeno telo dejansko jo je prisililo na to, da ni šla, je zbolela. In zdaj poslušajte, preverite tudi vi vaše podzavestna prepričanja, ker če mogoče se vam zgodi tudi za tole mojo šolo, pa bi, pa ne vem, prijave bom še par dni sprejemala, zaradi tega, ker zdaj boste še lahko ujeli te posnetke, včeraj smo že imeli in je bilo božansko. In v četrtek imamo naslednjič in ta teden bom še sprejemala prijave. Glede plačil ni tako, da morate danes ali pa včeraj plačati, boste že tekom meseca januarja plačali pač to, kolikor je za določen paket, ampak poslušajte to. Ta gospa je imela prepričanje. Moje telo zavira mojo duhovno rast. Se pravi, zaradi tega, ker življenje, ker pomeni njena osebna rast, duhovna rast pomeni zanjo smrt. Njena duhovna rast pomeni trpljenje. Njene celice zavirajo njeno duhovno rast in celo njen celični DNK zavira njeno duhovno rast. Dobesedno ima v svoji podzavesti potrebo potem, da sama sebe vedno znova sabotira. In mi je rekla, veš, kolikrat, recimo tako kot nekoč, se še vedno jaz to delam, pač vidiš dimnikarja, pa se primeš za gumb, pa si nekaj zaželiš. In rekaj sem si vedno zaželela, da bi duhovno napredovala. Ampak, ker je zadaj imela zaobljubo, da nikdar več ne bo trpela, je vedno nekaj prišlo vmes. In največji pomislek je bil, glede tele šole zavestnega ustvarjanja, spet ena stvar, ki jo ne bom dokončala. Kaj pa, če ne bom uspela slediti temu tempu? No in potem sem z eno drugo gospo govorila, ki pa je imela točno iste pomisleke. In ta gospa je dejansko prišla do zaključka, mislim, pa sva govorili, da pač predeluje življenje v neki državni ustanovi, ker ima tam določene akterje, pa povezano je tudi z mamo in vem, da bo preko šole zrihtala ključne odnose in naredila kvantni preskok naprej. In zdaj poslušaj to. Ta prva gospa, ki navdušena, kaj je pogruntala, je rekla,
Rekla, zdaj pa že dovolj tega, življenje naj me neha, se veste, 3 pikce. In sem rekla, no, zdaj boš pa ti začela življenje jahati. Veste, čas je, da se stvari obrnejo drugače. To je tako kot val, ki vas vedno znova podere in kotali in kotali. Če ste bili kdaj v tropskih krajih in veste, kako izgledajo ti veliki valovi, kakor izgleda ta pravljična plaža, palme, pa ti veliki valovi, če te ti valovi povalajo, zle pa ne prideš, ne veš, kaj je spodaj, zgoraj, se kotališ. In tisti, ki pa znajo jahati valove, pa neizmerno uživajo. No ja, mogoče bom pa jaz tudi enkrat se naučila surfati. Zdaj, mogoče, ker snega izmerno manj, ker uživam v smučanju, mogoče pa čas, da se naučim na drug način jezditi valove, ne? V glavnem, lejte, če se vam kdaj dogaja, da enostavno bi pa ne bi, pa ste neodločni, pa nekaj že najdete, da se nekaj zgodi, imate zadaj za obljubo, da nikdar več v nobenem življenju ne boste tako trpeli. Se pravi, je bolj enostavno sebe poslati v bolezen in zdaj pomislite. Veste, skoraj vedno ljudje, ki pridejo k meni na svetovanje, pridemo do tega, da sovražim dušo določenega človeka. In zdaj pomislite, sovraštvo je najbolj nizko čustvo in sovraštvo je rak na duši. Prav o tem sva se s to gospo pogovarjali in ko imamo rak na duši, ga imamo slej ko prej tudi na telesu. Pač tako grejo zadeve, ker telo nam hoče pokazati, kje je naša rana, ampak potem je bolj enostavno mogoče steči k zdravnikom, pa na kemoterapijo, kot pa se poglobiti v svoje rane, ker to boli. To boli, nikdar več, zadaj je zaobljuba. Tako da, sem tako navdušena. Včeraj je bilo tako lepa energija, je bila tako lepo, toliko sem hvaležna za to skupino, ker prav čutim, da s to skupino bomo ustvarili neverjeten, prav svetilnik. Svetilnik Božje svetlobe, to čutim. To tako globoko se čutim, da če koga še vleče, dajte se prijaviti. Boste videli, to je nekaj, kar bo kvantni skok. No, to je zdaj nekaj, kar sem imela zapovedati o tem, kar je ta trenutek kar večja navdušenje v mojem življenju. Zdaj pa gremo na drugo stvar in to je pa novoletne zaobljube. Zdaj bom pa shujšala. In če imate zadaj, potrebo imam potem, da sebe ščitim, da se dajem v zaščito, lejte, pozabite na hrano, ker vaše telo bo poskrbelo, da bo imelo dovolj zaščite in bolj kot ste ranjeni, večja bo zaščita. In bolj težko boste shujšali. Zato je čas, da se lotite podzavestnih programov. Čas je, da se lotite zdravilne molitve dekodiranja in boste videli, tukaj noter je ena stvar, ki jo ima sigurno vsak od vas, ki ima preveliko težo, je povezano s tem, potrebo imam potem, da sebe sabotiram. In seveda potem pojeste nekaj, pozabite jesti, ker je treba na 2,5 do 3 ure jesti, pozabite jesti, ko pridete do hrane, vam že tako pade sladkor, da potem samo še jeste nezdravo hrano, ker mu pač telo zahteva nivo sladkorja in potem padete v začaran krog in pač jeste in ste jezni sami na sebe in rečete, pa si obljubila, si rečete, da ne boš več in ste spet tam, kjer ste bili na začetku. Tako da veste, da to ne deluje, ne da? Jaz sama sem prišla do tega, da ne deluje. Deluje pa to, da počistiš potrebo po tem, da se ščitiš. Največ ljudi, ki predeluje neprestano lakoto, pa prekomerno težo, predeluje neka pretekla življenja, ko so bili lačni, ko so naredili zaobljubo, vedno, ko pridem do kruha, se ga bom do sitega najedla. Pač, pri koritu moraš biti, ne? In ogromno teh ljudi dela v kuhinji, pa v nekih menzah, pač bliz hrane so za vsak slučaj, ker če ni v tem življenju, oni ne bojo umrli od lakote. Torej, prva stopnička je predvsem to, treba je počistiti tiste zaobljube, pa zamere, da se ne ščitimo več.
Naslednja stvar je pa seveda znanje o glikemičnem indeksu. Načelo srednjega glikemičnega indeksa je v osnovi čisto preprosto. Če pojeste nekaj, kar ima ogromno sladkorja, morate v istem obroku pojesti nekaj, kar nima nič sladkorja. Recimo kombinacija sicer je res tako čist mimo, ampak če pojeste najprej torto, ki ima glikemični indeks od 60 do 70, pomeni, da morate v istem obroku popiti jogurt in sladkor ostane v ravnovesju. Ali pa recimo drug primer. Če pojeste palačinke, ki imajo ravno tako sploh iz bele moke, glikemični indeks okrog 60 do 70, odvisno koliko date tega noter, in če v istem obroku popijete kozarec mleka, ki je beljakovina, sladkor ostane v ravnovesju. Ampak še preden greste na to, kako kombinirati kombinacijo hrane, je pomembno, da razumete, da vaše telo potrebuje hrano na 2,5 do 3 ure. In če boste izpuščali obroke, vaše telo bo hrepenelo, bo zahtevalo hrano. No, pa neka hrana je pa taka, ki ima posebno energijo za čiščenje. Vsebuje eno snov, ki se imenuje bromelain. To ni nič kaj tako čudna snov, ampak to je snov, ki se nahaja v ananasu in v grenivkah. Grenivke imajo zelo nizek glikemični indeks, okrog 25, se pravi, grenivke lahko jeste kadar hočete. Medtem ko ananas ima pa glikemični indeks okrog 60, odvisno koliko je zrel, tudi do 70, pač glede na zrelost. Ampak snov, ta snov noter, bromelain, je snov, ki spodbuja encime, ki pomagajo pri topljenju maščobe. Tako deluje. Se pravi, kaj narediti? Za večerjo si pripravite recimo grenivko, lahko ananas, lahko pripravite nabodala, a veste, pa date sir, pa pršut, pa lahko pa date, zdaj če ne jeste pršuta, seveda lahko date oreščke, pa zraven date še ananas in si naredite tako nekaj dobrega za jesti in boste videli, to je super kombinacija za shujšati. Še ena druga taka super kombinacija za shujšati je pa kombinacija avokada in skute. In ko to dvoje zmešate skupaj, nastane božanski obrok. Zdaj pa pomislite, kam naj jaz to namažem, ker vemo, da ni pametno jesti veliko kruha, sploh ne zvečer. Zdaj seveda lahko uporabljate ržin kruh. Še boljše pa je, da si pripravite beljakovinski ajdov kruh in ta namaz iz avokada in iz skute namažete gor, na vrh date začimbe, lahko majčkeno tudi date pekoče paprike gor, ker pekoča paprika, čili, pa vsebuje spet snovi, ki topijo maščobo. Tako da v glavnem, in še hkrati je to močan antioksidant. Ta beljakovinski kruh, recept dobite tukaj noter, ko imajo hormoni žur. Za vse tiste, ki pa iščete osnove glikemičnega indeksa, vzemite v roke, ko imajo hormoni žur in boste videli, a sem rekla, ko imajo hormoni, ko imajo čakre žur, so recepti tudi noter, ko imajo hormoni žur, pa za vse tiste, ki iščete rešitve, kako končno shujšati. V glavnem, če boste naročili te 2 knjigi, jih dobite s popustom, vpišite, od spodaj imate povezavo in sicer koda za popust je zdravje, se pravi 10% popust, tudi na moje knjige, ne samo na vitamine. No, zdaj pa pri vitaminih vam pa moram povedati mojo zgodbo, komplet za hujšanje. Vse ga najdete, od spodaj imate povezavo, niti ne bom šla iskat. To so pa šejki. Zdaj, zakaj jaz priporočam teh šejka, zakaj jih jaz uporabljam? A veste zakaj? Ker imajo noter beljakovine, aminokisline. Aminokisline so pa gradben material za hormone, za voziček. Voziček se imenuje, kako se reka voziček? Voziček za odvečno maščobo se imenuje karnitin. Karnitin je narejen ne samo iz B vitaminov, ampak tudi iz železa in iz aminokislin. In točno ta šejk ima noter sestavine, iz katerih telo proizvede pod prvo hormone za hujšanje, pod drugo pa voziček, zdaj to res laično razlagam, da pele maščobno kisline iz maščobne celice na kurjenje v mišično celico. Tam so pa te mitohondriji. Mitohondriji so celične elektrarne, ki pospešujejo pač kurjenje odvečne maščobe.
In boste videli, zdaj pa naslednja stvar, na kaj deluje šejk, deluje na limfo, deluje na črpanje vode iz telesa, deluje na to, da nehate zatekati, deluje na to, da dobite vse B vitamine, ki so potrebni ne samo za presnovo, ker vemo, pomanjkanje vitamina B6 vodi do tega, da ste neprestano lačni, ker B6 vitamin spreminja hrano v energijo. In če vam manjka vitamina B6, boste ves čas hoteli hrano, ker celice so lačne, ker se hrana ne more spremeniti v energijo, ker vam manjka vitamina B6. Poleg tega potrebujete vitamin B3, pa B2 in predvsem B12. B vitamini so pri celični presnovi ključnega pomena. No, potem pa naprej, v šejku noter dobite krom, to je pa mineral, ki preprečuje željo po cukru. In ko imate dovolj kroma v vašem telesu, se vam ne sprošča tisto, veste, ta trenutek bi nekaj, veste, tisto cukor, bi jedla cukor. Enostavno, ko ima vaše telo dovolj kroma, nimate nobene potrebe po cukru. No, naslednja stvar, kaj dobite še v kompletu za hujšanje, dobite omega-3. Vemo, da omega-3 je ključni element, da se proizvaja rastni hormon, ki nas hujša med spanjem. Ključna sestavina za hormon DHEA in ta hormon je odgovoren za topljenje maščobe na trebuhu in omega-3 je ključna sestavina za nasplošno zmanjšanje vnetja na celični bazi, zato ker omega-3 prav gasi vnetje na celični bazi. In kaj je vnetje na celični bazi? Tudi visok krvni pritisk povzroča, tudi težave s srcem, z ožiljem. Omega-3 deluje na čilost možganov, deluje na sklepe, ker je to spet tiho vnetje na celični bazi. No, poleg tega pa dobite zaščitne snovi, karotenoid kompleks, in ta karotenoid kompleks je pa potreben za lepo kožo, za oči. Karotenoid kompleks je pač koncentrat korenja, paprike, paradižnika, jagodičja. Na eno kapsulo pride toliko teh rdečih barvil, kot bi pojedali s hrano 1,5 kila korenja, paprike, paradižnika, jagodičja in tako naprej. Se pravi rdečih in oranžnih hranil. Tako da v glavnem hkrati deluje na vid, na splošno izboljšuje vid in na splošno zmanjša kakršnokoli vnetje tudi na očeh. Na kaj še deluje karotenoid? Na pigment kože, deluje proti starostnim pegam, ker je to najmočnejši antioksidant, kar jih sploh obstaja. No in potem dobite še olja noter, olja, ki odprejo celično membrano. To je pa na isti način, veste, vsi imamo avtomobile in vsi vemo, da pač dodaš tisti, ne vem, moj avto ima AdBlue, se pravi neka tekočina, ki jaz razmišljam na ta način, da dodajam to tekočino zato, da je izkoristljivost motorja boljša. In vemo, da ko avto začne utripati tista lučka za olje ali pa ko začne sporočati, da je čas, da menjaš olje, vsi zbrzimo, peljemo avto pač na servis, ampak ko nam sveti rdeča lučka, ko smo mi kronično utrujeni, ko se mi redimo in neprestano jemo pač to slabo hrano, pač otroci rečejo junk food, ali pa tuji izraz je pač smeti, takrat je nam to čisto normalno. Ja, pač. Ampak za avto, glejte, vsi vemo, če imaš bencinarja, da nafta ne gre noter. In vsi vemo, če naš avto zahteva servis, ga peljemo na servis. Koliko stane, ni važen, pač je moj avto. Čakaj, kaj pa ti? A za nas je pa škoda, veš, sej jaz pa zmorem, sej jaz sem pa v redu. Če bi toliko vložili v sebe, kot vložimo v svoj avto, verjemite mi, ste kavion. No ja, jaz načeloma na mesec nekaj malega vložim v sebe, zaradi tega, ker za moje pojme je to najboljša investicija. Sama uporabljam to, kar vam govorim, sama uporabljam šejke in sama uporabljam to kombinacijo, kot je v Pro-Vitality Plusu. Zato, ker, zakaj? Zato, ker se imam rada. Ker, glejte, kdo namesto mene je imel rad. Če jaz sebe nimam rada, mi bo svet točno to kazal. Sliko, kako se pač nimam rada. Tako da, ja. Glejte, za vse tiste, ki imate potrebo po več informacij, vzemite v roke, ko imajo hormoni žur,
Drugo poglavje, tretje poglavje, se pravi rumeno poglavje je točno tisto, kar rabite, kar se tiče vaše hrane. In kar se tiče, ko imajo čakre žur, ravno tako rumeno poglavje, ki je povezano s solarnim pleksusom in povezano s temi organi, ki so tukaj v trebušni votlini. Se pravi, ko mi nahranimo te organe, verjemite mi, vse funkcionira v našem telesu. Ker tukaj je srce, pa jedra, pa žolč, pa trebušna slinavka, pa črevesje, pa 12-ternik. Vsi to imamo. Ni da nekdo ne rabiš tega s tem ukvarjati. Vsi to imamo in verjemite mi, da te organi v vašem telesu so bolj pomembni kot pa vaš avto. Koliko pa vložimo v to? Bolj manj. No, sem kar nekaj povedala. Smo na liniji čez par dni, drugače pa za vse tiste, ki vas vleče, da naredite notranjo transformacijo, ta teden bom še pustila odprta vrata za napredno šolo, potem se pa počasi zaprejo, zato ker ne boste več mogli slediti temu, kar bom učila v šoli. In tako sem vesela. A vam povem, česa sem najbolj vesela? Skupnosti teh svetlih duš. Mene je očitno zdaj življenje majčkeno iz cone udobja potegnilo. Je čas, da začnem učiti to, drugače, da postanem osebni mentor. Ja, verjemite mi, že dolgo časa nisem mentor, nekoč sem bila. Zdaj sem pa ukvarjala 1 na 1, z eno dušico po eno dušico, zato ker vem, da zdaj je čas, da začnemo delati ta notranji premik. No, to je to, kar sem imela za povedati, zdaj pa grem še na kakšno pozitivno sporočilo. Karte prehodu v novo dobo. Stvarnik. Kakšno sporočilo je za te dušice, ki so zdaj gledale tole sporočilo do konca? Kaj je tisto, kar morajo slišati, vedeti, zaznati? Kaj je tisto, kar jim ta trenutek sporočajo svetle sile? Da vidimo 3 karte, čisto naključne, da vidimo. Prvo sporočilo je čiščenje preteklosti. Čas je, da se osvobodiš starih vzorcev. Vse se zgodi z nekim namenom. Vsak odnos, ki ga imaš, je tu z namenom, da počistiš. Tukaj ta boginja je neverjetna, ker je nastala noseča boginja. In ta boginja je tako v sebi nosi zametek novega, novo življenje. Ampak čas je, da počistimo staro. Zdaj pa poslušajte. Ozaveščaj, blagoslavljaj in pojdi naprej. Zaupaj vase in to zmoreš. Tebi je moč spremembe. Tvoje srce te zdravi, ko greš v naravo. Ko greš k vodi in vanjo zmečeš kamenje svoje bolečine. Ko objameš drevo. Naj solze čistijo tvojo dušo. Vse je tako, kot je prav. Zaupaj. No, to je prvo sporočilo. Drugo sporočilo je prišlo prijateljstvo. Da vidimo, to je sporočilo 76. Brezpogojno sprejemaj sebe in se iskreno povezuj tudi z drugimi ljudmi. Dovoljuj, da v tvoje življenje prihajajo ljudje, ki te spremljajo in podpirajo. Brez slabe vesti lahko prosi za pomoč. Ponos ti samo škodi. V ljudeh išči svetlobo. Bodi hvaležen za ljudi, ki prihajajo v tvoje življenje in tvoje življenje se spreminja. Se pravi, jaz dajem v tretjo osebo. Hvaležna sem za prijatelje, ki me spremljajo na poti življenja. Se pravi, to bi bilo, bodi hvaležna za ljudi, ki te spremljajo na poti življenja. No, in ta tretja karta je pa prišla obilje. Obilje je pa dejansko energija naravnanosti. Vem, stane, vse stane, pa toliko drago, pa tako naprej. Jaz verjamem v to, da ko nekam upamo investirati nekaj denarja, da če ni to nekam na eno riskantno borzo, verjemite mi, če jaz dam z iskrenim namenom nekaj denarja za mojo osebno transformacijo, dobim vse povrnjeno. Zdaj pa poslušajte sporočilo. Bodite naravnani na vibracijo izobilja. Izobilje lahko čutite povsod. Tebi pripada izobilje vsega dobrega. Izobilje dobrih odnosov, izobilje ljubezni in izobilje na finančnem področju.
pripada ti izobilje zdravja, ozdravljena si. Bodi odprta za nove ustvarjalne zamisli, ki bodo človeštvu koristile na številnih področjih. Dovoli, da si v izobilju poplačana za svoje delo. Vse, kar potrebuješ, naj z lahkoto prihaja v tvoje življenje. Zdaj mogoče pomislite, Minka je imela to naštimam. Ne, nisem. Glejte, tukaj so karte in te karte prehodonovo dobo vedno nosijo pravo sporočilo. Te karte so preroške. Jaz sem bila samo kanal, preko katerega so se rodile v ta svet in sem, hvaležna. Wow, kurjepot imam. Hvaležna, ker me stvarstvo podpira, da sem lahko kanal, preko katerega prihajajo ideje v ta svet. Tako da, ti stara svetla duša, vse dobro ti želim. Ja, novo leto je, še vedno so prazniki. Ne pozab, z 5. na 6. je treba prekaditi hišo, ker je 3. sveti večer. Ne pozabiti blagosloviti hiše, ne pozabiti blagosloviti sebe in ne pozabiti, ne nazadnje, če imate težave z denarjem, blagosloviti svoje denarnice. Dovolite, da pride izobilje v vaše življenje. Naj se zgodi. Ampak dokler ne delate ključnih korakov, kamor vas poriva vaša duša, pač ne gre. In zdaj bom res zaključila s tem stavkom, kar sva prej govorila z gospo Silvano. Življenje naj me neha, 3 pikce. Sedaj bom jaz jezdila življenje. In mogoče je čas, da vi začnete jezditi življenje in ga začnete upravljati. In to vas bom naučila v napredni šoli. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in pozdrav.